Živijo, moje ime je Nejc Bolka in pri Inštitutu Most skrbim za koordinacijo in strategijo v podjetniških timih in točno o strateških premikih pri organizaciji podjetij, malih in srednjih bomo danes govorili. Zdaj, verjetno te stvari ste si že slišal, ampak jih je vredno ponoviti, zato ker dajo neko strukturo. Prvo je sigurno tedenski pregled opravljenega, ki se deli na pregled opravljenih nalog in pregled dolžnosti in opravil za prihajajoči teden. Presenečeni smo bili sploh na terenu, ko smo delali, da ljudje nimajo nekih tedenskih sestankov in pač tedensko ne pregledajo opravljene naloge in se ne pogovorijo z naloge v prihajajočem tednu. Seveda pa tukaj gre tudi na mesečni bazi, predvsem mogoče za lastniško izvršni del, je pa pregled financ oziroma likvidnosti, ker če imaš prognostiko po poslovnem načrtu, kakšne naloge in kakšen pregled financ in kakšen bo v bistvu pretok, je dosti lažje planirati karkoli, vidimo pa, da tega podjetniki, predvsem pa obrtniki, ne počnejo, pač je vse iz nekako na horuk iz danes na jutri. In te dve stvari, se pravi nek tedenski pregled in pregled likvidnosti oziroma financ, pripomore neki stabilnosti pa trdnosti. Naslednja stvar je pa pri strateških premikih pa definitivno je jasna razdelitev vlog, se pravi delovnih pozicij pa funkcij. Tako kot v orkestru, vsak ve, kakšno vlogo ima in točno ve, kako njegov inštrument in njegova funkcija vpliva na celoten orkester, je tudi neka razdelitev delovnih nalog pa pregled, a so bile narejene ali niso bile narejene, kakšne so odgovornosti, zelo ključna. In spisati v bistvu za posamezno delovno pozicijo neko jasnost, kaj posamezna vloga in njene funkcije prinašajo, je ključnega pomena. Druga stvar, tukaj bi rekel, da je treba predvsem segmentirati stvari do neke zdrave mere, da ne delamo vsi vse in da predvsem zaupamo drug v drugega, da bo naloga opravila in zopet se vrnemo na točko 1 nazaj, se pravi nek tedenski pregled, kolegi, kakorkoli želite to ali pa želiš to imenovati. In pa predvsem tukaj je pa iz operativnega oziroma lastniškega dela je pa važno, da se jasno ve delitev na nujno in nenujno in pomembno in nepomembno, ker prepogosto se delajo stvari samo zato, da se delajo, namesto da bi se ocenili, ali nam to na nekem nivoju prinaša neko ali materialno varnost ali priložnost za profit ali pa v končni fazi za neko zdravje pa dobro klimo. Tako da to bi bili kratki nasveti za strateške premike pri organizaciji podjetij, tako da hvala za tvojo pozornost.